Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Peter Markič je univerzitetni diplomiran psiholog in magister komunikologije. Svojo poklicno pot je gradil na področjih psihologije, komunikacije in seveda dela z ljudmi. Deloval je v različnih okoljih, od svetovalnih in izobraževalnih institucij do sodelovanja z organizacijami, ustanovami in podjetji, kjer je izvajal številna strokovna predavanja in seminarje. Je član državne enote za psihološko pomoč udeležencem množičnih nesreč in sodeluje pri izobraževanju zaupnikov, izvaja skupinske in individualne razbremenilne pogovore za gasilce in druge reševalne službe po zahtevnejših intervencijah ter je avtor številnih strokovnih del. Peter je tudi gorski reševalec in nekdanji odličen alpinist, udeleženec 3 odprav, Andi leta 79, Loce 81 in Pamir 83. Med letoma 1985 in 1995 je vodil slovensko šolo za nepalske gorske vodnike v Manangu. Peter, lepo pozdravljen. Ja. In hvala za tvoj čas in da si prišel nas obiskat. Danes zjutraj, ko sem se peljal, sem razmišljal, kako začeti ta pogovor. In mi je pol prišlo na misel, pa ni to moja originalna, saj to se velikokrat sprašujemo, da ljudje ali pa športniki, tudi hribovci, od planincev do alpinistov, se veliko ukvarjamo z mišicami, s telesom, s kondicijo, tako močjo. Na ta drug del, pomemben del nas samih pa pozabljamo. Ali pa se nič kaj sistematično ukvarjamo? Ja, se v bistvu glede tega nismo nič drugačni od normalnih ljudi. Vsi poznamo različne fitnese, kaj pa duševni fitnese. Čeprav to gre zmeraj z roko v roki, namreč ko ti skrbiš za svoje telo, dobivaš tudi samozavest in v bistvu skrbiš tudi za svoje duševnost. Pri alpinizmu pa sploh brez tega, zato ker je pač duševnost dostikrat na preizkušnji, tako da v bistvu jaz mislim, da vsak na en svoj način skrbi za svojo duševnost. Če ne prej pa pol, tako kot pri telesu, kot imaš neke težave, pa začneš na tem delati. Tako da tudi, je pa to vedno gre z roko v roki. Nikoli ne delaš sam za telo in nikoli ne delaš sam za duševnost. Vedno gre eno z drugim, ker človek je pač sestavljen iz telesa, duševnosti pa duhovnosti in vse 3 komponente so zlasti v alpinizmu enakovredno zastopane. To zagotovo, in tudi to, kar si rekel, tudi ko imamo kakšno poškodbo, začnemo vaje delati, pa se začnemo raztegovati, ko imamo kakšne težave, pa vzamemo tudi v roke kakšen priročnik, se te so kar popularni zadnje čase. Ja, pa velikih je, pa tako v bistvu moraš malo s pametjo, ker niso vsi glih dobro. Mogoče zato pa v začetku rabiš enega, ki se na to razume. In je pa res, da mogoče k psihologiji se pridemo pol, ko je ravno tako, kot si rekel, neka duševna stiska, neka kriza, ena stvar, ko ne veš, kako bi. Pa še nekaj je v bistvu, da vse, kar duševnost ne more predelati, se pokaže na telesu. Ja. Telo ima pamet, glava jo nima, ker če si nogo zviješ, ti gležano teče, je imobiliziran in nič ne moreš. Če imaš pa neko krizo za sabo, pa bi ti še, ali pa recimo tudi pol, ko gležan zviješ, bi ti naslednji dan začel nekaj delati. Samo telo ima pamet, telo ne dovoli, tako da telo je bolj pametno od duševnosti. Ja. Ampak sem tudi, če se še malo vrnem, če pomisliva, kaj vse gre že otrok, pa tudi pol posameznik, ko odrašča, pa kaj gremo skozi življenje, in kaj vse se
na eni strani moramo učiti, ali pa tudi kaj se vse sami učimo, ta nek psihološki del, pa če zdaj pomislim, pa mogoče je drugače, ki je že od moje šole tako daleč stran, ne? Vse, kar sem imel v psihologiji, je bil 1 let v gimnaziji. A ne? In če iz stališča, da je neka preventiva boljš, kot potem kurativa, ne? Pa da bi se človek pripravil na kaj, bi bilo pa lahko tega tudi več. Ja, sej v bistvu bi bilo lahko vsega več, a ne? Sej, ko delamo učne načrte, bi vsi radi še nekaj več, a ne? Sam nekaj več tudi ni. Mislim, da je bolj pomemben, kakšen je tisti let, ki ga imaš, no. Jaz sem 13 let prebil po kranjskih srednjih šolah različnih in vse, kar sem predaval psihologijo, in vse, kar sem v bistvu hotel, je, da bi zgubili ljudje strah pred psihologijo, da to ni nič strašnega. In od vseh definicij, ki so jih slavni mrtveci pogruntali, je meni najbližje ta, da je psihologija veda o meni, o tebi in o tem, kar se nama dogaja vsak dan. In ker pol to, tako gledaš na psihologijo, pol tudi ni nekaj takega, tudi ni nekaj sramotnega ali pa nemočnega, če greš k nekomu kaj vprašati, po kakšen nasvet, po kakšno pomoč. Mislim, da je to ključno. Koliko ti predavatelj, profesor da, kakšen odnos ti da do predmeta? Ja. Ker veliko se mi zdi, pa me popravi, prosim, da je tudi tabujo, ne? Saj malo si že nakazal, še vedno. Ja. Če greš psihologu, da ne rečem psihiatru, te okolica hitro lahko nekam da, ki v en predalček. Ja, jaz vprašam študente, kva bi imeli radi, telesno, duševno bolezen, ne? In vsi bi imeli radi telesno. Čeprav ni nobene razlike. In telesne so lahke in težke, in duševne so lahke in težke, in ene so ozdravljive, ene neozdravljive. In edina razlika je v tem, kar si rekel, ne? Kako ti okolica dovoli, da ozdraviš. A veš, ta obrobje, ne, stigmatizacija, da te nekam na obrobje pošljajo, če nekomu rečejo, da se mu izmešali, je zmešan za cel življenje. Če pa nekomu zamenjajo srce, pa pol pljuč, pa jetra, pa ledvica, je pa čez en čas zdrav človek. Ne sme določenih stvari delati, ampak je pa zdrav človek. Jaz mislim, da so duševni bolniki na način podobni zapornikom, ne? Zapornikom tudi nikoli ne dovolimo, da so, nikoli jih več ne sprejmemo take, kot so bili, ne? Mi smo pa duševnih boleznih še bolj brihtni, a veš. Še rečeš, se mi je že skozi zdel malo čuden, ne? Ja, te stigme so močne, ne? Ja, ampak moram pa reči, da se v teh 20 letih, ker se jaz ukvarjam s temi travmami, da se je bistveno spremenil. Da zdaj te tam mladi pa nimajo več toliko zadržkov pred pogovorom s psihologom, kot včasih, mogoče zato, ker so se določene stvari normalizirale, a ne? Oziroma so ratale običajne. Recimo depresija je veliko bolj običajna, kot je bila, ne? Če danes rečeš, sem malo depresiven, rečeš, ne sekiraj se, jaz sem tudi, ne? Če si pred 20 leti rekel, da si depresiven, se te pameten prijatelj poslal k psihologu, a ne? 5 pa se malo pomeni. Ja. Tako da je. Ampak, ker si pa ravno to omenil, bi pa mogoče te še eno stvar vprašal, ker tudi jaz opažam, da se pa določene stvari, ne, kot sem malo depresiven, pa tudi uporabljajo kar tako. Ja. Imaš, bom rekel, malo slabši dan, pa da kar tarnaš, sem pa depresiven. Ja, imaš malo tesnobe, imaš malo slabši dan, tako kot si rekel, a ne. In je, pa še to je, da pa, ko pa priješ z enimi znaki blage depresije k zdravniku, pa zelo hitro dobiš antidepresive, a ne. To vsi priznavajo, da je to bistveno prehiter. Jaz nisem proti antidepresivom. Pri globli depresiji so antidepresivi potrebni, zato da človek se toliko sebi spravi, da lahko je dovzeten za druge terapije, a ne? Za pogovore, za različne skupinske terapije. Ko je človek tako globoko depresiven, ni sposoben in takrat za določen čas rabi tudi antidepresive. Ja. Ni pa to dosmrtno, tako za visok pritisk ali pa za holesterol. To je. Ja, mogoče je to, da si rekel prej, da je pri mlajših ali pa nove generacije, da tudi te stvari močkrat drugače obravnavajo, starejše, smo pa tudi moramo biti še malo tough, ne? In tudi dostikrat se zgodi, da ne smeš priznati, ne? Ja. Ali pa, ne vem, ne, hribovci, alpinisti moramo biti močni, ne? In ne smemo pojokati ali pa potarnati, da nas nekaj stiska.
Ja, vsi moški moramo biti močni, ker mi smo od pameti veka varuhi družine in ti ne smeš pokazati šibkosti, ker ko pa če boš ti pokazal šibkost, se vse sesula. Ta John Wayne sindrom opažamo tudi pri gasilcih, pri drugih reševalcih. Meni se nič ne zgodi, name nič ne vpliva, ampak to je tista stvar, ki se res bistveno spreminja. Zdaj si dovolijo, da so šibki, si dovolimo, da včasih rabimo kakšen pogovor ali pa saj enega, ki nas posluša. Tega sem najbolj vesel, da to se je res v teh zadnjih letih bistveno spremenilo. Pa še prej, ko so govorila o duševnem fitnessu, mi hodimo v hribe, mi hodimo v naravo. To je pa naraven fitness, To je tako, kot če se pogovarjamo, v čem je bistvena razlika med stresom nekoč in danes, Se so bili tudi kmetje v stresu. Je bil slab vreme, je bila povodenj, je bila suša, so bili v stresu. Sam bistvena razlika je, da so oni stres doživljali v okolju, kamor ga mi hodimo izživljati, v naravi. Ja. In so bili zato majčkeno bolj zaščiteni, sam ravno tako je bil, pa stres je bil vedno, tako da alpinisti kar v redu obiskujemo duševne fitnesse. Ja, sej to je že Bojan Polak lepo rekel, pa ne bom znal čisto ponoviti v eno izmed epizod, da če greš za pol ure v klanc hoditi, gre marsikaj stran že, Če hodiš 2 ure, si že dober, če pa cel dan hodiš. Ja, pa že vse pozabiš. Ja, sej se mi zdi, da tako sploh dolgoročni aktivnosti, fizični, pa ni nujno, da je to izključno hoje v gore, ima človek tudi veliko časa za marsikaj predelati, v sebi. Ne gre samo za to, da bi se s ta dobrimi hormoni nafilal, ki se tudi sočasno, ampak tudi dejansko kaj predelaš lahko, Ja, to je bila tista dilema, ki smo se včasih pogovarjali, da ni dobro, če preveč konfliktov pa kriz nosiš v hribe, Ker s tem, da greš v hribe, se s konfliktom nič ne zgodi, on ostane. Samo ti si drugačen. In to je tisto, da se ti spucaš in da ti se drugače začneš razmišljati. Vidiš tudi druge stvari, ki jih drugače ne vidiš, ker si v čustveni stiski. To je terapevtska oblika, pa stran alpinizma pa planinstva. Ja, sem pa tudi opazil v preteklosti, sem se zdaj spomnil, kdaj je bil kakšen prijatelj, jaz se nisem tega posluževal, ampak da ne vem, se je razhajal ali pa je bila pač neka čustvena in drugačna stiska in je šel recimo, ki je bil alpinist, pa solirati neko stvar, ker je rabil nek močen impuls, pa smo bili vedno okoli, da ne počni tega, da je vprašanje, če si čist ok, če posplošim. Če malo bolj poznaš ozadje zgodovine, so ljudje solirali stvari tudi zato, da so si pridobili srce kakšne mladenke. Motivi so bili različni. Ja, siguran je. Mogoče v zvezi s tem, takrat okrog 80 let se je pojavil, je Lev Milčinski napisal en članek Vrhunski alpinizem kot oblika samodestruktivnega vedenja. To se pravi, ali hodimo v hribe tudi zato, da bi, ampak je naredil na primeru Klementa Juga in njegovih apatičnih, depresivnih, pesimističnih mislih, ko je šel na ta zadnji vzpon, se on je poudaril, da je to v bistvu študij primera, samo nekateri so se oglasili pa temu oporekali, ampak v glavnem je to mogoče je bilo tudi na osnovi kakšnih izjav ali pa poslovilnih pisem kakšnih alpinistov, ki so potem niso se vrnili s hribov, ampak to je bila sreč samo en premislek. Ni ostalo kot nek štempelj na alpinistih, da smo samodestruktivci ali pa da izzivamo nevarnost že, samo da izzivamo smrt, to pa ni, mislim, da ni. No, pa tudi to so primeri, ki so zelo redki pravzaprav, Sej ni, da bi vsi to delali. Ja. Sej to, da je bilo, vse pa je Lev napisal, on je bil pač en tistih, ki se je pri nas največ ukvarjal s samomorom in zato je pač moj bil to en študij primera, ampak se je lepo, mislim, da se je fair zaključil. Ampak tako verjetno generalno, pa nekdo, ki je v neki psihični stiski,
pa ki mogoče je celo v zavestu, že, ker to je verjetno kar pomemben, da pač ni čisto v redu, takrat verjetno vsaj kakšne bolj konkretne že planinske ture, gorniške, da ne rečem alpinistične, verjetno tudi ni najboljš. Ja, seveda, takrat so tvoje sposobnosti pač omejene, tako duševne kot tudi telesne, ker če glava ne dela, tudi telo ne more in seveda se ni pameten lotevati kakšnih ekstremnih podvigov. Je pa tako, to so v bistvu zelo individualne stvari. Ja. In raziskave kažejo, da sam dogodek, ki se ti zgodi, je 10% tvojega doživljanja. Ali drugače, ni tako pomemben, kaj se ti zgodi, bolj pomemben je, kako ti to dojemaš. Kako se odzoveš. Kako se odzoveš, koliko te to bremeni. Zato tudi isti dogodki različne ljudi različno doživljajo. Ja. Ker je v bistvu veliko bogastvo, ker če bi vsi bili na tleh, kdo bi nas pa pobral. No, seveda. Pa tudi vsak je individuum. Ja, seveda, vsak drugače. Tako zdaj, ker živimo v tem času, ker smo na socialnih omrežjih in tam nas algoritmi ali pa sami najdemo kaj, so tudi popularni številni reki, marsikateri tudi posegajo na to področje psihologija in se spomnim nedavno je nekaj priletelo do mene tudi in je ravno o tem, kar si zdaj rekel, da pravzaprav trpimo bolj v naši glavi, kakor bi zares v neki situaciji, v kateri smo morali, da si naredimo več, ali pa tudi za koga kdaj rečemo, da si pa več problemov naredi sam, kakor jih dejansko ima. Ja, samo on jih dejansko ima. A veš, tisti njegovi problemi, jih mi ne moramo gledati skozi svoje oči. To je za njega velik problem in ti, da mu rečeš, ne seri, to pa ni nič, s tem mu res nič ne pomagaš. Ja. Zato, ker vsak si pač naredi svojo hierarhijo težav in vsak ima težave, vsi imamo nek križ, zdaj razlikujemo se sam po tem, kakšen odnos imamo do tega, koliko nas to potare, je pa to seveda, tako kot forma, mi govorimo o formi športnikov, tudi to je v bistvu neka telesna odpornost, ali pa neka duševna odpornost za sprejemanje teh stisk, težav. Na vsak način mi vzamemo težave vsakega človeka kot resne. Ja, no to si predstavljam, sej. Sam mislim, da to bi mogli vsi ljudje delati, Se večina dela, moram reči, da večina ve, da je pač tista, to je zate ta največji problem v tem trenutku, čeprav se meni zdi banalno. Ja, je pa to vedno te problem, ne vem, pa prosim, da me popravi, neke osebne tudi, bom rekel, a je to čustvena inteligenca ali pač neke tovrstne inteligence, da ti v človeku znaš, bom rekel, zaznavati, ali neke čuječnosti, ali kako bi se temu rekel, da ti lahko človeka začutiš, da to, kar govori, ni kar neki, ker včasih se že v družinskem okolju lahko vidimo, kako nekdo nekaj potarna, pa ostali na ta problem, če bi ocenil, od 1 do 10, temu dajemo nekateri 2, nekateri 7, nekateri celo 10. Ja, to redko kdaj pomaga, Se mogoče kdaj celo pomaga, da en začne razmišljati, mogoče pa res to ni 10, ampak je sam 3, Ko se rekel, čustvena inteligenca ali pa neka sočutje, neka sposobnost empatije, To imamo vsi ljudje. Pomembno je, da se pravi, je vsak lahko nekomu opora do določene meje. Ko pa čutiš, da ti pač več ne moreš, pa moraš tudi vedeti, kaj mu priporočaš, koga bi šel pa vprašati, ker malo več ve o tem kot pa ti. To se zdi ključno. No, sej to. Tudi to se mi zdi ena taka stopna zrelosti, ki jo jaz, če pri sebi pomislim pred leti, vprašanje, če sem jo imel danes, bi pa lažje znal prepoznati, klele mogoče še lahko kakšno rečem, pa bo to mogoče imelo kakšen učinek pri kakšni težavi, pa si misliš, klele pa presega moje sposobnosti.
ta empatija, to sočutje, tako čist unata prava se razvije tam po 25 letu, zato tudi so povsem razumljive ti protesti proti psihoterapeutom pri 24 letih. Takrat je človek težko psihoterapevt, ne moreš zato iti na psihologijo, da sam sebi pomagaš, ker to se ne izide. Ampak res je, tako kot ste rekel, zrelostjo, so tudi pozitivne plati staranja. Vsekakor. Zares to, kako zaprositi za pomoč, ko je nekdo v resni stiski, bi še mogoče ob stran dala, ampak zdaj tako na širše govoriva, ne vem, že v družinskem okolju, da ne rečem, pač mogoče, ko ima nekdo neke težave med prijatelji ali kakorkoli, kaj je nek tak čist osnoven nasvet nekomu, ki začuti, da ima nekdo drug težavo, pa bi mu rad pomagal? Ja, najprej, kako sploh opaziš, da ima težavo, ko se začne pač drugače obnašati, ga nehajo veseliti stvari, en neha v hribe hoditi, recimo, ga ne vleče več v hribe, ali pa začne besno v hribe hoditi, kot se rekel, obe varianti sta. Če tako zmeraj pomisliš, kaj bi pa jaz rabo od tebe v tismu, in prva stvar sigurno ni nasvet, prva stvar je poslušanje. Če bi, baje so irski menihi enkrat rekli, če bi Bog hotel, da to, ko govorimo, ko poslušamo, bi nam pa dvoje usta, pa eno ušesa. To se pravi, mi zmeraj mislimo, da moramo dati nek nasvet, ampak nasvet pomeni, da jaz tebi nekaj povem na moj svet, to je na svet. In to je ta zadnja stvar, mislim, najprej je poslušanje, potem razumevanje, potem, da ti jaz rečem, to, kar se ti dogaja, je čisto normalno, s tabo ni nič narobe. Mi, kako so začela, to je v bistvu ta preventiva, mi zelo hitro začnemo se z kurativo ukvarjati, ampak zdaj jaz predavam tudi zdravstveno nego in tam se zdravstvena nega se ukvarja z zdravjem, ne z boleznimi. Pozitivna psihologija kot ena protiutež te klinični pa psihiatriji se ukvarja, sem zadnjič prebral tako, ker glih paše v ta kontekst, da se psihologija nasploh ukvarja s človekom, ko pade v prepad. Pozitivna, pa ga pol sestavlja. Pozitivna psihologija se pa ukvarja s človekom, da ne pade v prepad, oziroma preden pade v prepad. In tlele je spet povezava s tistem, kar se pogovarjava. Dokler jaz čutim neko notranjo moč, neko sposobnost, da obvladam to situacijo, gre. In jaz mislim, da je naloga dobrega terapevta, da v meni poišče moč. Recimo, ko je bil COVID, je bila tipičen stavek, vse to ni prva kriza v vašem življenju in to ti pomaga. In tako nasploh, če o krizah pol malo kasneje, ampak to je naloga terapeuta. Nasvet je, zelo je lahko dati, za druge imamo polhen nasvetov, zase malo, za sosedove otroke imam ful idej, kako jih vzgajati, za svoje sem imel malo manj in to mogoče pa še pod tisk, ko si rekel že prej, da se določenih stvari, ki so zelo pomembne v življenju, ne učimo. Ja. Tudi biti starš se ne učimo, kako prenašati strese, se zdaj otroci ne učijo več toliko zelo, ker nimajo, gledaš tako, pol otroke v osnovno šolo nima nobene brezgotine več, to ni v redu, more tudi imeti kaj. Ja, jaz se to marsikdo reče, ko si majhen, ko si otrok, da je treba padati, Ja, seveda, da se navadiš čim prej, da ni šoferski izpit prvi neuspeh v življenju, če padeš. Ja, pa da ni tudi prevelik šok, Ja, seveda. Ko ne gre. Tudi to recimo, ta socialna omrežja, zdaj sem bral, da mladi ne hodijo več na randije, in pol se ne naučiš tudi obvladovati konflikte, stiske, sej zmeraj ne more biti fino, in to je tisto, kar zdaj manjka in mogoče je tlele spet ta vzgojna pozitivna stvar planinstva, če pa hodiš v hribe, se pa temu ne moreš čisto izogniti, prej slejte doleti neka težava. Ja, če ne drugega se pojavi
korenina, ki te spravi na ta zadnjo plat, ne, ko padeš. In te za nekaj časa prikuje nekam, ne, dama, ne, ali pa tako, da je. To je. Ja, to pa je verjetno bo neki izziv, ki se pač verjetno stroka, ne, bo mogla soočiti s tem, pa verjetno tudi mogoče sistemsko loteti, bom rekel, verjetno na ravni države. A ne. Ker če se vrneva na planinstvo, nova preveč odjadrala, ena izmed stvari, ki verjetno pa tudi neko psihološko odpornost človeku daje, ne, pa tudi v tem, kar si že prej rekel, ker z nekimi izkušnjami se to že, ne, bom rekel, intuitivno človek skozi leta spoznava, veš, da te to krepi, ne, in dela tudi bolj odpornega na razne situacije. In glede na to, da imamo sploh tudi v naši organizaciji, ne, že za otroke, ne, skozi mladinsko komisijo in potem skozi planinska društva številne aktivnosti, je tukaj kar poskrbljen za to. Daj mi pa povej, kako pa si ti se sploh svoje dni odločil za pot študija psihologije, pa še kje tukaj so prišli v štiric, a so bili hribi prej, so kasneje prišli, verjetno so bili že prej. Ja, hribi so bili že prej, alpinizem pa študij sta šla pa nekako tako časovno v štiric. Zdaj, mene je zanimalo, kako pomagati ljudem, kakorkoli se to tako pomiselsko sliši, ne? Ampak resnično sem se odločil tudi medicino in psihologijo in pa sem se pametno odločil za psihologijo. In istočasno približno sem začel tudi plezati. V bistvu je bil motiv, ali pa kako sem jaz te dve stvari povezal, da malo razumem sebe, zakaj slabš spim pred vzponom, zakaj me še malo stiska na dostopu, zakaj, ko primem za skalo, je pa konc, zakaj na koncu kakšnega raztežaja, ne vem, kako sem ga splezal, ki je bilo nekaj v eni, nam rekel klihu ekstaziji, ampak v neki zamaknjenosti, a ne v nekem popolnem odklopu, mi je zančen rekel, a ne, da je pri alpinizmu pač možen popoln odklop vsega, da bi malo to razumel, a ne, to je bil začetni motiv. Pol pa seveda, ko so prišli pa z leti pa z izkušnjami, so pa prišli tudi izzivi v obliki odprava, ne? To me je pa zanimalo, kako pa drugi to reagirajo, zakaj pa je to tako, a ne? Odprav sem slišal nešteto zgodbic, preden sem se sploh od jetjev naprej, tako se spomnim, ko je Nejc prišel iz Makaluja, jaz sem bil lih mlad pripravnik in sem mislil, da ga moram nekaj vprašati, a ne, in sem rekel, sreča ujetja, kaj, tam, a ne, je rekel, ne tam, ne, tle pa velika. Tako da je, in pol sem malo zajadral v te raziskave odprav, pa ker so odprave nehale biti množične, a ne, Zlotce je bilo zadnja v bistvu taka velika, je tudi publike zmanjkalo in pol, pa nekako me je nehalo to zanimati in v bistvu sem pol, če na koncu tega loka je pa v bistvu kako to, s čemer se ukvarjam zdaj bolj kot z alpinizmom, je pa kako pomagati ljudem, da premagajo različne krize in travme, ki se jim zgodijo pri alpinizmu, a pa tudi drugje, pri reševanju na različnih področjih. Tako da to je šlo tako z roko v roki, no, pa še z Žaretom sva bila sošolca in sva tudi skupaj diplomsko nalogo napisala oba eno, a ne, delo psihologa na alpinistični odpravi in pol je bilo v bistvu je bil to neko obdobje raziskave odprav tam od 79. do 83. A mi lahko poveš kaj več o vajinem diplomskem delu? Kaj sta? Ja, v začetku je tako sploh nisem vedela, kje ne začneva. Ne? Pa sem ugotovila, da je Leopold Brekan, to je znani psihiater, da je že Hindukuš obravnaval nekaj in sem šel jaz enkrat k njemu in sem vprašal, kako pa je, gospod profesor, ne prav, te so pa norci, te pa zelo težko sestaviš tak test, da popenijo, da jih do konca spraviš. So tako zelo, če so zares motivirani, so zelo. Pa smo malo pri Američanih pogledali,
pa malo tako, ampak vsi teh raziskav je bilo malo, pa še ene so bile v okviru vojske pa tako naprej. In pa sem malo profesorja vprašal na fakulteti in pa smo sestavili ene par testov osebnosti za spoznavanje, potem ena najbolj uporabnih stvari bil sociogram, to je tako, s kom pa želiš sodelovati v ekipi, ker je bilo treba 25 alpinistov razdeliti v različno velike skupine in pa smo naredili skupine po 6 za začetek, pa po 4, pa po 2. Pa tam je bilo tudi v bistvu s kom ne želiš, čeprav teh odgovorov praktično ni bilo. Ta sociogram je recimo se je izkazal za zelo uporabenega za vodje, tudi jaz, ki sem bil vodja, mi je malo pomagal, čeprav jaz sem poznal te ljudi. Potem zdaj, ko sem se pripravljal na tole, sem malo pogledal, kaj smo vse delali, mislim, res je bilo veliko stvari in pisali smo recimo dnevnik. Vsak dan so člani odprave ocenjevali bivalne razmere, hrano, nevarnost, pa možnost za dosego vrha, pa počutje, pa kako so pa drugi se. To je bilo namen, en ventilček, da ti pač nekam enemu daš negativno oceno, drugače ga pa uzmerjaš. To je bilo temu namenjen, da v bistvu malo sprostiš to napetost. Ali pa isto so ocenjevali osebnostne lastnosti, tako, ali je družaben, nedružaben, ali je delaven, ali nedelaven, nek tak profil, so ene 3-krat, to je bilo isto, neko oblika sproščanja, ali pa ocena dela v pripravljanju. En kup teh inštrumentov smo sami sestavili, Ocena dela pa rečeš, tale se pa res ni preveč trudil, ali pa tale se pa znaš parati na odpravi, malo manj nese, pa malo manj, tako da to je v bistvu, da malo zmanjšaš te notranje napetosti med člani. To so bile recimo ene 3 take stvari, ki so bile zelo uporabne in so bile te 3 odprave tudi vsestransko obravnavane tudi z raznimi testi. Tvoja prva odprava je bila v Ande. Ja, to pri 23 letih sem bil vodja odprave. Skoraj vsi so bili starejši od mene. Imel sem take kot Marija Štrenfelj oziroma Perčič takrat, pa Tomo Česen, pa Luka Krničar. Namreč, to je bila kranjska odprava v Ande, mogla je biti leta 1979, zato ker je bila takrat obletnica planinskega društva. Takrat so šli pa 4 na Everest, in potem iz tistega, kar je ostalo, smo pa pač naredili to odpravo v Ande, s tem, da smo videli to jugozahodno steno ali pa Maja in smo se zaljubili vano in na koncu je bila to samo v bistvu smer za sestop, in smo šli. Da je bila odprava mednarodna, smo vzeli Žarkota Trušnovca iz Tolmina, ki je takrat živel v Kranju glavnem, ki so študirala, pa Luka z Jezerskega. In smo šli, vse je bilo v znamenju številke 13, tako še zdaj se režim, še zdaj imam na obesku zaključeno številko 13, tako, ki včasih so imeli za obeske na Umarci. In dal mi jo je najstarejši član odprave, ko smo šli, rekel, tokle nas je. Gleda, nas bo tokle nazaj prišlo. In dejansko res pa je, da smo šli 13. maja, to isti dan, ko sta Nejc pa Andrej na vrh prišla Everesta in smo se vrnili 13. julija, pa 13 nas je bilo, tako, ampak je bilo res vse je bilo v redu, vse je bilo srečno. Še zdaj se dobivamo, na vsake 5 let se še zdaj dobivamo. Lepo. Res pa je, da bi kot vodja danes marsikatero stvar naredil drugače, kot sem bil takrat. Naprimer? Ne vem, malo drugače bi ne bi se toliko ukvarjal s tem, kako nekoga kaznovati za nekaj, kar je, a veš, tam ene stvari so me pač vrgli s tira, recimo 3 dni nismo imeli stika z enimi, ki so bili na drugi strani hriba, nič nismo vedeli, kaj se jim dogaja, ker smo imeli skupine, tako da je bila skozi ena skupina v bazi, ker smo malo cvikali, če se je kakšna nesreča naredi, to bi sigurno malo drugače naredil, pa marsikaj bi naredil drugače, čeprav ne rečem, da obžalujem, ker sem takrat to naredil, sam danes bi to naredil drugače. In to se meni zdi ključno, ko se pogovarjaš o katerem koli delu.
ne se pogovarjati, kaj smo naredili narobe, ampak kaj bomo drugič naredili drugače. Kaj lahko še boljš naredimo. No, to tudi je. vsaki gorski reševalni, če se mi, ko delamo analizo, samo to je treba zrelost ekipe. Drugače, ko kvas ga ustral, kvas narobe naredil, ne, to je brez veze. Nobeden nič za nalaž narobe ne naredi. Ja. Da se pa čez 2 dni izkaže, da bi lahko naredil boljš, to ne pomeni, da je bilo narobe, samo ne bo drugič boljša. Tako da to je in tle je bila tudi, zlezali smo prvenstveno smer v Alpamaju, 800 metrov, meni je bilo všeč, da so jo, tudi Kranjčani so jo kasneje, 30 let kasneje ponovili. Bilo je smučanje 6000, Matej Kranjc pa Luka Krničar sta smučala, ampak vsi skupaj smo imeli, ko smo šli na odpravo, smo imeli vsi skupaj 2 letne smeri splezane, nič, tako, taga resenga, za kakšno veliko zimskih vzponov smo že imeli, ampak drugače smo bili pa zelo neizkušeni, ampak se je vse dobro končalo, vsi smo nazaj prišli in vsi ko smo še živi, se vsake 5 let dobimo. To mi je tudi zelo pomembno, da nobene zamere, nobenega skrega ni ostalo tako globoko v nama. Res pa je, da takrat vsi nismo bili zadovoljni z vsem, saj jaz pa, ko sem predaval vodenje, mi je rekel ne poznam recepta za uspeh, poznam pa recept za neuspeh, če vodja skuša ugajati vsem. Ja. To je bilo recimo, to sem se tam naučil in to mi je bilo mogoče največ o vodenju, karkoli sem se naučil na odpravi. Več kot na vsakem študiju. No, sej, ugajati nekomu oziroma skozi stremeti, da si všečen in ugajati, to, že jaz laik vem, da to ni. Ja, to že doma ne znese, Ja. Pa šele v eni. In pol mi je bilo tako, po odpravi polet smo šli na Badijo, takrat je Stipe zrihtal za člane odprave Everest letovanje na Badiji in tam smo srečali še Šraufa in tako največ mi je pomenilo od vseh stvari, ki se zgodile, je rekel, v mater pero ste pa rasturali v Andih. Takrat je bilo namreč običaj, da so zlezli eno smer v Andih pa šudam. Mi smo pa zlezli 3 smeri pa smučali, 4 pa smučali, pa tako da smo mogoče imeli to srečo, da so bile dobre razmere, da smo bili vseeno toliko dobra ekipa, da smo lahko toliko naredili in če sem rekel, pa čeprav takrat še nisem vedel, kva to pomeni, da je Šrauf to rekel, to sem še lepo čez en cajt. No, to je bilo tudi leta 79, ne? Ja. Pa še to, da je Šrauf je bil takrat pa en vodilnih person, slovenskega alpinizma že. Ja, in tudi zelo avtoriteta in tako nič, da bi rekel, zelo kritičen in zelo pošten. Tako, jaz sem ga tako doživljal. Čez 2 leti si bil pa član te slovite odprave v južno steno Lotseja. Ja, takrat so, ker je Aleš pogruntal, da šerpe prav visok ne bojo nam mogli pomagati, je razširil ekipo, tako da nas je bilo 25 alpinistov. Tako kot v Ande sem bil jaz tudi tako tle v dvojni vlogi, sem bil izbran kot alpinist, Aleš je pa zelo podpiral te znanstvenike oziroma raziskovalce in sem lahko veliko stvari delal tudi kot psiholog. Pa še doktor Matija Horvatov je bil znanstvenik ta prav in je zrihtal prve prenosne holterje, to se pravi merjenje EKG nadaljavo. Pri nas jih sploh še ni bilo, dobili smo jih v Frankfurtu na letališču, nam jih je ena firma ameriška podarila in so mi, da pa on je vsakič te 4 aparate smo imeli na hribu, jaz sem pa zraven so pa pisali, koliko so utrujeni, koliko se počutijo izčrpane, utrujenost in pa so primerjali to, kako je puls pa ta EKG, kaj pokaže, pa koliko je to povezan z utrujenostjo. Ker tam je bilo to ključnega pomena, ko od 63 dni, 3 dni ni bilo padavin in na koncu smo bili res vsi čist utrujeni in sta nas v bistvu Vanja pa Franček rešila, ko sta prišla na rob stene.
in tudi srečno dol, tako da drugač je bila pa zelo veliko ljudi, zelo veliko je bilo bolnih, no, vsi smo kašljali in vsi smo imeli neka vnetja in doktor je rekel, ja, za 3 dni pa iti na morje, pa ti bo pomagala, ne. Čeprav takrat še nismo vedeli, da to res, mislim, še noben ni tega zares naredil, a veš, lahko bi šel v Namči za 2 dni, a ne, brez problema, a ne, pa bi se saj nadihala, ne. Tako da, to pa zdaj delajo že, a ne. To pa, ta vedenja in tudi znanost je tudi na tem področju pač kar napredovala, sem so bili to še relativno pionirski časi, ne, tudi na tem področju. Ampak se me še zanima, mogoče, ko si tudi kot psiholog gledal celotno odpravarsko mašinerijo vseh, koliko si rekel, do 25 članov, koliko vas je bilo, mogoče tudi ne samo ta fizični del posameznih alpinistov, ampak tudi mogoče ta drug, kaj bi lahko z danes, ki seveda iz časovne distance, če zdaj pogledaš nazaj, kako so bili fantje takrat? Ja, jaz mislim, da so te naše izkušnje, saj kar se tiče izbire smeri, da so zelo pomagale tudi Tomotu, da je stvar splezal, zato, ker sta bila Nejc pa Mek sta bila prejšnjo sezono en mesec pod steno in sta gledala, kje so plazovi, in ko sta dan prišla, so bile same puščice. Jaz mislim, da je bila za marsikoga od nas ta stena pretežka za začetek. Tudi meni je bila, meni je bila zelo težka, za večino je bila, in tudi večina ali pa zelo velik delež kasneje ni šel na nobeno odpravo več. Tako da smo bili pač različni, lejce pri 25 ljudeh, vse je bilo na Everestu isto. Imaš ljudi, ki so za stvar, pa ljudi, ki tam ugotovijo, da niso za stvar, ali pa zbolijo, ali pa, tako da je bilo zelo pestro dogajanje. Ta grupna dinamika je bila tudi zanimiva, Aleš je bil pač drugačen vodja kot Tone Škarja, in tisti, ki so bili prej na Everestu, so pa primerjali ta dva načina vodenja, čeprav se ne da, ne. Tako da, meni se zdel, vse sorte je bilo, no. Tudi skregali smo se, imeli smo, Aleš je naredil en zelo fajn ventilček, imeli smo tekmovanje v nakladanju. Tekmovanje za zlato lopato. Tista, veš, brezvezen govorjenje o Budmu pršutu, ki je stene stropa visel. In smo imeli celo svoj pravilnik in vsak nakladujoči je mogel imeti vsaj enega poslušalca, ki dokazano ne spi pregloboko. Pa odvoz naloženega materiala gre na stroške nakladujočega. In Aleš je bil res, je razumel stvar, ne. In to je bilo tekmovanje za zlato lopato, in on je vmes naročil v Katmanduju, so naredili zlato, srebrno in bronasto lopatko, tako šaflo. In smo jih poj podelili, ne, največjim nakladačem. Tako da je res, to je bilo res, pa kockanje, recimo, je bila ena taka oblika sprostitev, ono igro 6 kockami, ne za denar, ampak za slavo. To so bile take stvari, ki so bile z mojega vidika zelo pozitivne. Pa v bistvu je bilo tudi tako kar dost poškodb, skratka, res je bil masakr, no, in je vse sorte stvari so se dogajale. Prej te nekaj drugega vprašam, kdo pa je zmagal? Vanja Matejevc. Ja. Vanja je bil za zadnje leta moj someščan in sva dostikrat govorila, in on je še skozi. Mislim, drugi je bil Doktor, tretji pa Vikl, meni se zdi. Tako da, če Vikl ni zmagal, pa je bila res konkurenca strašna. Vsak je bil kdaj na kakšni odpravi, pa predstavljam si tudi, tudi če ni alpinist, pa gre mogoče že sam na kakšen trekking, ne, se pravi nekam čisto pohodniško, pa da si dalj časa na nekem kraju, tako kot ste bili recimo, ali pa kot smo alpinisti lahko v baznem taboru, ne, tam se dostikrat ukvarjamo z zelo elementarnimi zadevami, ne, recimo, kolikrat poslušamo ali pa beremo, pa je bila hrana za nič, pa smo bili slabe vole, pa je pol tudi to vplivalo na odnose, pa na motivacijo, ne, pa če še vreme je bilo slabo, pa je šlo marsikaj narobe. Ampak tako dostikrat, ne, so te elementarne stvari
zelo pomembne. In če za to ni poskrbljen, je potem lahko iz tega sledi in kup drugih težav. Mi smo imeli, recimo, prva odprava, ki je imela profesionalnega kuharja s sabo. Čeprav jaz sem pa na naslednjih odpravah sem videl, da se da čisto dobro jesti. Tudi brez tega testirali smo Mountain House, hrano, ki so jo naredili za vesolje, pa tudi na koncu je bilo vse isto. In ko si to rekel, recimo, eden od članov odprave je rekel, ko si toliko časa z enim skup, ti gre vse na živce. Tudi kako žlico v usta nese. In pa, ko sem jaz naredil program psihološke priprave ali pa sproščanja, sem mu dal naslov Žlico polagam povsem pravilno. A veš, ko ti gre en na živce, je karkoli reče, pa če nič ne reče, ti gre to na živce. In to v tistem, to je tako kot arestanti, v enem socialna deprivacija, skozi si v zvezi s 25, kamorkoli greš, enega srečaš, s kom si v šotoru, skratka, res ti grejo počasi začeti na živce iti in to je normalna stvar. Sam kako se znaš to zventilirati, Pa recimo je tako, kaj je človek v taki situaciji, je prav, da se malo zventilira, oziroma če se zventilira, kaj za to pomeni, ne? Ali je takrat se mora ukvarjati bolj samo kontrolo, da to mu ne gre ven iz njega, kaj bi rekel? Če je dosti hudo, samo kontrolo odpove. In gre samo za to, na kakšen način ti to poveš. Ne kaj, ampak kako. In če se ti toliko skoliraš, toliko vse premelaš, da to znaš na en pameten način povedati, tistmu, ki bi mu rad nekaj povedal, ne takrat pri večerji popizdaš, da imajo vsi nekaj od tega. Mislim, da se moraš zventilirati, je pa tako, jaz mislim, da najprej sam pri sebi premeleš, potem malo pojamraš najbližjim prijateljem, tistem, ki ste običajno tako, na vsaki odpravi smo bili ekarjevi fantje, smo imeli to etiketo, da mi pa skozi skup držimo, že Aleš je rekel, vse, kar sem probal narediti, da ekarjeve fantje razbil po različnih navezah, ni ratal. To ste bili Kranjčani. Kranjčani, ja. Tako da je. In potem je pa, mislim, da tudi, da imaš nekoga, ki mu lahko poveš, to je ene sorte zaupnik, tako kot v tem sistemu zaupnikov. Pa v končni fazi moraš tudi mu povedati, a veš, kaj tole gre pa meni, to mi pa res ni všeč, da si to rekel predvsem, ali pa to mi ni všeč, da ne želim več, da to predvsem, daj mi povej, ker ti ni všeč. Na en tak kulturen način, Ja, to se lahko absolutno strinjam. Ampak se mi zdi, da včasih je mogoče celo razlog, da te nekaj moti pri nekomu, čas pa je mogoče to samo neka tvoja notranja napetost, ker ne vem, ker nisi šel že 3 dni na hrib, recimo, ali pa se v končni fazi to velja tudi lahko v nekem delovnem okolju, ali pa doma v družini, se so lahko podobne stvari, si predstavljam. In se lahko ventiliraš na človeku, ki je blizu tebe. Na šipkejšem. Ja, ponavadi, ker je razlog pri njemu ali pa pri tebi. Ja, tle smo ljudje malo tako, veš, mene v službi zjezijo, jaz se doma z ženo skregam, žena otroke nadere, otroci lahko samo še psa obrcajo, tako, zmeraj gre na šipkejšega. To ni pošteno, je pa pametno, ker če jaz vse šefu povem, potem se običajno ne konča dobro. Tako da moraš se zventilirati, v bistvu moraš iz sebe dati, ker drugač se ti začnejo stvari nabirati in tako da je, ampak vprašanje na kakšen način, pa na komu. Je pa tako, kar si rekel, da ali on res nekaj narobe naredi, ali se sam meni zdi, v tem ni zame nobene razlike. A veš, in zato je tudi zelo pomemben, da te jaz vprašam, kaj si pa s tem mislil, zakaj si pa tako naredil, in včasih se izkaže, da ti nisi mogel drugače narediti. Jaz te pa že od začetka obsojam, da si nekaj hudo narobe naredil, ampak glede mojega doživljanja ni to nobene razlike. Ja, se mi pa zdi tudi, pač
če se ogledal nastavim, ne, če sem jaz slučajno kdaj tak, pa se zventiliram mogoče nad nekom, pa pol mogoče ugotovim, da zares pri tej osebi ni bilo nič narobe, se mi pa zdi, da je prav, da grem pol pa rečem, lej, imel sem težavo, ali kakorkoli, nisem bil v redu, pa mi je žal, ne, oziroma se opravičujem. Siguren, to je če hočeš ohranjati odnose, tudi nobeden ne more biti skozi koš za smeti, pa kante za odpadke, siguren, moraš to pol narediti. Moraš pa kontekst povedati, ne? Zakaj si to naredil. Lej, veš, kaj, šef me je res stira vrgu, pa nič nisem mogel, ni mi dal nobene možnosti in jaz sem pač se nad tabo znesel, čeprav nis bil nič kriv, ne? Tako da to se mi zdi zelo pomemben za ohranjanje odnosov. Ne? Ja. Ko obdelujeva te odprave spet čez 2 leti, ste pa spet šli? Ja, smo šli pa v Pamir, cilj je bil ena smer, težka, pa smučanje s pik komunizma. To je bila pa čisto drugačna odprava, veš, vse je organiziran, za vse je poskrbljeno. In jaz osebno sem se na tej odpravi se mi zdi, da sem bil najbolj pripravljen. No. Sem prišel na vrh, sem rekel, je že konca. 7500 metrov mi je bilo, se mi zdi, da ni bilo nobenih težav. No, tako da je to v bistvu zelo odvisen, kako na Lotseju mi je bilo 7900 že kar fejst težko. Tle v Andih pa tako nismo vedeli, kaj to pomeni 6000 metrov. Ja. A pa si tle v Pamirju tudi imel kakšno vlogo še kot psiholog, ali si bil zgolj kot alpinist? Ja, tudi smo nekaj delali, tudi te dnevnike, pa to utrujenost, pa sociograme smo tudi delali, čeprav se pol izkaže, da recimo za to smer ta težko se je pol ekipa zamenjala, pa tako naprej. Ampak posod sem probal malo še psihologije vmes vključiti, pa včasih v veselje, včasih v posmeh, včasih v zavijanje z očmi, ampak v glavnem je bilo pa v redu. Nobene odprave mi niso danes spodali, zato ker je bil psiholog. Ja, celo mogoče, če pomislim spet za nekem krogu, recimo, ne vem, svojih prijateljev, ne. Pa en zdravnik, pa ga doskrat, tole imamo težavo, ne, ali pa en je pravnik oziroma podjetnik, kva pa ti svetuješ, recimo, jaz sem bolj hribovc, ne, kam ne grem hoditi. A verjetno so tudi tebe mogoče tako, ko si bil psiholog, kdaj tudi če nista bila, recimo, ta boljš prijatelja, za kakšen nasvet ali pa kakšna težava. Pa ne mislim zgolj na odpravah, tudi sicer mogoče. Mogoče so bolj tako, da so zlasti tisti, ki smo se bolj poznali, da so kakšno stvar več meni povedali, tako v smislu, da so enemu pojamrali. Drugače, da bi kdo kaj vprašal, ali pa če kdo kaj vprašal, kva se mi dogaja, pa tako to v zvezi z dogajanjem je tako z občutki, je rekel, noben ne prizna, da ga glava boli, pa odgrneš njegovo blazino, pa prazneš škatlico, da spirina spodaj. Prizna pa noben ne. V bistvu, jaz sem imel pri tem odpravarstvu, pa pri alpinizmu tudi sploh srečo. A veš, če zdaj en se ukvarja s smučarskimi skoki, ima pač smolo. Se sam za drug mest lahko, ali pa s kolesarstvom je tudi sam za drug mest. Jaz sem pa začel alpinizem z Nejcem, z Andrejem, z Mkam, pa mi je bilo to velika prednost. Veliko sem se od njih naučil, no. Ni bilo zdaj to tako, jaz sem pa lahko šele 4. člen, nikoli se nismo pogovarjali, kdo je pa ta 4. na odseku. Tako da to je velika razlika v alpinizmu in ostali športi, tako da meni je bila to velika prednost. No. In pa smo bili tudi skup v šotoru ali pa skup na hribu in smo se pač malo več pogovarjali, kakor pa z ostalimi. Ampak ko si ravno tole omenil, tudi v teh epizodah smo že govorili o tem. Se mi zdi, da danes mladi marsikdaj razmišljajo tudi v alpinizmu. Lestvice so toliko visoko postavljene, te vesoljci toliko dobro plezajo, da to je zelo težko dosegljivo. Ampak ravno pravzaprav pri alpinizmu ali pa nasploh pri hribih, se tudi čez
samo hodiš, pa si planinc in vsak lahko najde tisti svoj vrtek, kjer lahko pač počne tisto, kar si želi. In ta nek pritisk, zdaj pa, če malo poseževa svet na tole področje, dostikrat si ljudje sami spet pritisk naredimo, pa bi morali to, da bomo dosti dobri, ali pa mogoče še en primer, sem en slab plez v Logarski dolini, pa sem srečal eno punco, pa je zelo dobro plezala, izletela čez, pa sem pol malo, iz kjerega ferajna si, pa to, pa bla, 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 pogovor, in pa sem rekel, imamo enkrat enih taborov tam na komisiji za alpinizem, da se prijav, ja, pa nisem dosti dobra. Pa dosti si dobra, tole si splezala, jaz bi skamot klukco ti dal. Kako je te samo omejitve, pa te pritiski, ki si jih sami delamo? Tudi v hribih. Dve stvari, če zdaj poslušaš intervjuje, kam gre psihologija športa, moraš poslušati izjave športnikov, ko oni vsi delajo s psihologi in ali pa saj z enimi, ki so saj laični psihologi. Dve velike razlike sta. Grem uživati. Čeprav vsi vejo, da kolesar ne uživa, da je dober tisk, ki 10 minut del zdrži v rdečih poljih, na največjih obratih. Ampak ugotovili so, da si najbolj učinkovit takrat, kadar si sproščen. In to je ena stvar. Druga stvar je pa, da rečejo, samo jaz lahko sebe premagam. Prav nika, jaz sem sebi največji problem. To se pravi, ne več se ne primerjam z drugimi, ampak od mene je odvisen. Oni pri ekipnih športih pravijo, mi se ne ukvarjamo z nasprotnikom, čeprav v nulo doterajo njihovo taktiko, ampak mi se ukvarjamo sami s sabo. To so tri bistvene stvari. Jaz sem sam sebi merilo, jaz se ne ubadam s temu in tudi vsak mora najti pač svoj vrtiček. In en ima na vrtičku krompir, en ima peteršelj, en ima timijan, en ima pa ne vem kva kivije. In važno je, da si zadovoljen s tistim, da najdeš tisto, čemer si zadovoljen, to je bistvo. To se strinjam, ampak sej vem, skozi mojo percepcijo teh nekih stvari, pa ker sem recimo tukaj na komisiji za alpinizem že dalj časa vpet v vse to dogajanje in spremljam, moram reči pa poudarjam skozi svojo prizmo, da težko razumem, da si nekdo ne upa probati, poskusiti, prijaviti na tabor. Sej več, kaj ne more biti, recimo. Pa zakaj misliš, da se ne upa? A zato, ker ni dosti dober? Recimo. Ja, sej, mogoče sploh ne ve, kdo se prijavlja, veš, to sam ti veš, Zdaj jaz pa ne vem, kdo se je prijavil na ta tabor in jaz si lahko mislim, da nisem dosti dober, če bi pa videl listo prijavljenih, bi pa rekel, sej pašem kje noter, Jaz mislim, da je malo iz tega, iz neobveščenosti, ker pa se tudi tako pogovarjamo, a se boš prijavil za Everest, včeraj so se z Andrejem pogovarjali, je rekel, zakaj se nisem na Everest prijavil, sem rekel, ne vem, se mi zdel mogoče zaradi tega, da napašem še zraven, in je rekel, a nisi bral, kaj Škarja napisal v svoji knjigi, da tisti, ki so pa pozim splezali njegov trikot, so pa, to pravi, to pa kader za Everest, pa recimo ostali trije so bili res, jaz pa ne vem, zakaj se nisem prijavil. Skratka, jaz mislim, da če bi vedel, kdo se prijavil, da bi bilo nobenih problemov, ali pa pol manj problemov, pa itak gre za to, da se nekaj naučiš. No, to zagotovo. Če ne drugega, ta komunikacijski šum ali pa praznina je problem, ne samo tukaj. Pa se spomnim tudi pokojnega Petra Mežnarja, ki je bil recimo pred mano v podobni vlogi tukaj, in sem se tudi jaz od tega naučil pravzaprav od njega, oziroma to prakso povzel, da v takem primeru dostikrat se koga pokliče, pa se mu kaj razloži, pa potem kakšne takele bariere tudi padajo in potem tudi odda tisto prijavo, recimo. Ja. Ali imaš občutek, da je premalo ljudi se prijavlja, ali... Ja. Da bi se lahko več. Ja. Pa po mojem občutku je dostikrat to spet stvar, ki mislim, da je neka blokada bolj tukaj, kakor da ne bi imel kdo dovolj za na papir napisati, če tako rečem.
Ja. To je pa od vseh odprav je meni en bolj zanimivih stvari je brati prijave, a ne, pa potem kaj vse so kriteriji, a ne, recimo, da je bil za Everest kriterij, če kadiš, koliko cigaret si pa pokadil, a ne, in je Nejc napisal 3728 birjev, pa koliko cigaret, a ne, skratka, da je to tudi zanimiv. Sam verjeten res, če bi poznal publiko, pa če bi tebe vprašal, mu pa povedal, kdo je še prijavljen, ne, se to ni nobena skrivnost, a ne. Mogoče res, mislim, da nisem dosti dober, ali pa mislim, da napašem kaj, ali pa, ne vem. Prej si omenil športnike, pa ta občutek, a ne, delam zase, pa moram uživati, pa tako, ne, sej vsi vemo, kako je, če smo sproščeni, ali pa če smo zategnjeni, če gremo nekaj početi, pa tudi, če to ni šport, a ne. Ampak se mi zdi, da to zares doseči je težje, kot to reči, ne. To sproščenost imeti, ne, tudi jaz mogoče, preden sva začela, sem imel malo neke take tremice, pa pol sicer zdaj moje nimam več, ne, ampak pa si lahko prej rečem, kar čem, ne. Ali pa, ne. Ja, tudi jaz ti lahko rečem, kar češ. Ja. Kar čem, a ne, sprosti se na nič hudega, ne. Se boš ti sprašal, jaz ti odgovarjal, o čem vedel, temu se ne da izogniti. To je pozitivna trema, to pomeni, da ti ni vseeno. A veš, meni tudi ni bilo vseeno, jaz sem šel stare stvari brati, ker sem že pozabil, ker je že toliko let, pa tako. To pomeni, da nama ni bilo vseeno, kako se stvari končajo, in to je tako, kot s pripravljenostjo na en težek vzpon. Ja. Niti vseeno, naštudiraš vse, kar se da, kako je pa tam, pa kako je pa tle, pa se z razvojem športnega plezanja se je ta oprimkanje še bolj razvila, ne, jaz sem zmeraj občudoval tiste, ki so sposobni, a veš, pa tam se z levo primeš, pa tam se z desno, to v Triglavski steni, ne, tamle dol v centru, a ne, a veš, to je v bistvu ene sorte psihična priprava, a ne, tako da. Ja. Kar tudi opažam, pa tudi znano je, a ne, tudi tukaj se pogovarjamo, saj ta del, ki bolj šport pokriva tukaj znotraj Planinske zveze, da je pravzaprav, ne, pa tudi sam si že rekel, športniki se čedalje več poslužujejo tudi psihološke pomoči, ne, v smislu priprave. In ne, če sva začela na začetku, mogoče sva, se mi zdi, omenila, kako treniramo mišice, ne, glave pa v tem smislu psihološkega vidika pa ne treniramo toliko. Očitno so te tabuji pa bariere pa tukaj vsem že malo se prešli in je to zdaj postala neka praksa. Ja, mislim, da je tako ena bližnjica oziroma ena lažja pot, če se ti s psihologom srečaš v reprezentanci, a ne. Ne, da greš ti kot en športni plezalec k psihologu, ampak če z reprezentanco dela psiholog, je to en tako, a veš, je lažje, a ne. Lažje je na ta način začeti. Se pa itak vidiš, da rabiš individualno, a ne. In a ne, ena taka, če pogledaš Janjo, a ne, ona joka, ona prizna, da je nori stres, da je grozna obremenitev, pa 5 let je najboljša, ne, pa še skozi je to, so neke stvari, ki so pač res težke, so res obremenitev, a ne, in to je normalno, da greš včasih vprašati ali pa se posvetuješ s kakšnemu, ki malo več ve o tej stvari, kako se v bistvu sprostiti, ne, kako, to je ključno, ne, in če se ti hočeš v tistem trenutku sprostiti po težkem mestam, moraš že prej kakšen let to delati doma, ne, da pa to hitro rata, ne gre samo z dihanjem, gre tudi s kakšnimi gesli, ki si jih govoriš, ampak to je vse stvar del, za vrhunske športnike je to del priprave, ne. Ne tako kot alpinisti, ki smo prve plane treningov začeli dobivati pred Everest, tam meni se zdi, ne, da so nam oni ki so bili difovci, so nam nekaj napisali, ne. In je tako, ne, za športnega plezalca skoraj moraš imeti svojega trenerja, ne, saj na nekem nivoju naprej. V alpinizmu bi bilo čisto isto, ne, saj sam ne vem, za kaj še ni. Ja, tako da že to, da veš, da se lahko
pogovoriš, če te neki tišči, tako kar rečemo. Že to je veliko, če imaš vsaj možnost. Ja, tako, če poslušaš, večina trenerjev reče, da so oni prvi psihologi. In on ima v glavu vso taktiko pa tehniko, pa še dušo unga, oziroma kaj pa njega žula. In on mu lahko na ta prav knof pritisne. Reče, poglej, se tako, ki je šlo pri levi nogi, tako bo šlo tudi pri desni. Ali pa tako nekako, to je ključno. In da je tudi pri teh odpravah, ki smo delali, je bilo vprašanje, ali je udeležba psihologa na odpravah, se vam zdi potrebna, je bilo tam več kot 50% potrebna. To, kakšen del priprave je pa psihološka priprava, v alpinizmu že dolg časa vemo, da je to velik del. Tako da to so v bistvu čist naravne človeške stvari, sam vprašanje, kako gledamo na njih, pa kako se jih lotimo. Ker mogoče pri hribih, pa verjetno že pri planincih, pri alpinistih pa štok bolj, je pa omenil si že, pred vzponom eno noč pa slabo spal. Ali pa vsak, ki recimo tekmuje, mora zdajle tam na nekem tekmovanju, recimo športnem, plezalnem, 5000 ljudi, kamere, luči, vsi čakajo, ti moraš zdaj dati svoj 100% od sebe in imaš te not malo stiska. To je normalno. Normalno. In tudi normalno je, da eno noč pred recimo nekim alpinističnim vzponom ne spiš najboljš mogoče. Tudi to je normalno. Namreč na področju telesa imamo bolj točne, 37 stopinj vročine je ok, 37 pa pol pa ne. Pri duševnosti pa ni takih jasnih meril. In pri vseh stvarih, ki jih delaš, dokler te ta strah ali pa ti občutki ne bremenijo, ne bremzajo, ne ovirajo, so vsi normalni. Tudi pri travmah, pa pri tem, dokler, če se ti sana, je normalno, če lahko s tem uživiš. Če pa ne moreš s tem uživeti, pa imaš pa težave. Tako, pri plezanju pa isto, vsi čutijo napetost, zdaj priznajo, vsi televizijski špikerji imajo toliko treme, ki so imela midva danes, pa vsak dan to delajo, to je normalno. Ko te pa začne ta stvar toliko bremeniti, da na treningu, da je velika razlika med treningom pa med tekmo, to je ključna razlika. Na treningu si sproščen, si eno stopnjo več, splezaš na tekmi, ti pa ne znese. To pomeni, da je bila zavora prevelika, da si preveč si sam naložil bremena. Ki pa odvisen tudi seveda od bremen, ki ga nalaga okolica, pa sponzorji, to moj dosti o tem govoril, da vsak anorak, noben anorak ni zaston, vse se, tako kot nobena večerja ni zaston, vse se si nekomu dolžan, in potem na eni strani Humar s svojim pristopom, na drugi strani Tomo s svojim pristopom, do sponzorjev, do medijev, do vsega, pač vsak tako, kot misli, da je v redu. Ampak verjetno za konkretne športnike, ker težko je tudi čisto zavestiti, zakaj mene stiska. Zato, ker sem tam sponzorjem podpisal nekaj, ali zato, ker, ne vem, oče, mama, fant, punca je nekaj bilo rečen, ali me nekaj tretjega tiši. Te stvari se mi zdi, so tako za prebrati pri sebi kar kompleksne. In tle ti psiholog pomaga, da v bistvu odkrije, kva je to. A veš, skozi se gibljamo v nevarnih conah. Leta 85 sem bila z Andrejem v šoli in pa sem šel z njemu, ki je šel pod Davlagirja, Šraufu, na eno od Šraufovih odprav sem šla in jaz sem bil en dan v bazi in je rekel, a te lahko nekaj prosim, sem rekel, daj povej. Je rekel, se ni treba doma povedati, kakšna je stena, ki je bila zelo malo ljudi bilo. Tako, ko smo se o tem pogovarjali, me je žena vprašala, zelo se smo pošiljali filme kar v Avstrijo razvijati in so domov prišle slike. In zakaj sem napisal, da ne želim, da gledajo unedijase, da počakamo, da jih bomo skupaj pogledali. Prav, zakaj si to naredil? Jaz sem rekel, zato, ker je bilo, zdaj je bil slab bok, je tako veter pihal, da je slab šel gor,
tle šel pa vsakmu plazu je šel nazaj gor, ki je tako veter pihal. Nisem želel, da bi vas bolj skrbeli, kakor je pa treba, a ne. Se mi siguren pazimo nas, pa vemo, kaj pa kako, ampak če pa en tako ne poklican to gleda, potem je pa brez konteksta, ne, brez, a veš, se mi zdi to tako pošteno, a ne. Zakaj bi brez veze? No, verjetno imamo tudi vsi kakšno izkušnjo, ne, ko smo šli kaj plezati, pa smo, če nam rekel, smo lagali doma, ne, ampak saj nisi pa malo lepšo, ali pa nisi povedal vsega. Ja, sej v bistvu to je zelo odvisno od v kakšnih odnosih si doma. A ne, drugače, tako dobri odnosi so sigurno največja odpornost, a ne, to ne pomeni, no, tle spet recimo, vse, ko gremo na odprave, vse domače skrbi. Ja. Zdaj pa od te skrbi ne morajo spati, od te skrbi ne morajo funkcionirati, to je pa zdaj tista meja, ki je zdrava pa nezdrava. A ne? Normalno je, da vse skrbi. Spet boš nekam šel, je rekla naša mama, če je Nejc ali pa Andrej prišel na dvorišče, spet me uskrbela. Ne? Tako, in je res to povsem normalno. Važen pa je, da ti dosti odkrit poveš. No. Se je bilo navaren, se je bilo ampak nobenemu si ni nič naredili, vsi smo nekako skozi prišli, a ne. Ja, to je res zelo, ne, recimo jaz doma ženi ne morem pač nekaj blefirati, ker zelo dobro pozna, a ne. Ja. Starši pa na začetku niso, recimo, pa sem jaz začutil, da je bilo, če se kakšno stvar malo priredil, ni bilo toliko strahu, pa se mi je zdelo, da je manj škode. Ja. Ne. Polka so pa s časom videli, da se nekako z glavo vsega lotevam, pa je tudi to ni bilo več potrebe. Ne? Ja, se to je v bistvu en zaupanje, ki si ga moraš prislužiti. Ne? Ja. Tako kot pri vsaki stvari, a ne, sej zaupanje za del, za karkoli, kaj šele za alpinizem, ki je dosti tvegana zadeva, si pač moraš pri sebi, pa tudi pri drugih nekako prislužiti, pa vidijo, da ti lahko zaupajo. Pa predvsem se mi zdi zelo pomemben, a veš, če žena s tabo gor zrase, a ne, če začne hoditi z alpinistom, če ne začne hoditi z enim planincem, a ne, pa si pol ti začneš, to se mi zdi zelo pomemben, pol skup gor raseta, pa skup to odnos do nevarnosti pa doživljata, to se mi zdi pomemben. Ker čas pa stvari tudi ne grejo v redu. Ne? Ja. V življenju nasploh, pa tudi v gorah. Ali smo planinci, ali smo alpinisti, se pač dogaja tudi nesreče. Takrat je pa lahko tudi zelo hudo. Ja. In takrat pa ni zgolj tak večerni, nočni nemir, ampak so stvari pa lahko veliko bolj resne. In tukaj si pa ti pravzaprav tudi verjetno velik strokovnjak, ne, in si tudi, sem že v uvodu povedal, ne, član te državne ekipe za psihološko pomoč v primeru nesreč, pa bi te prosil, da vseeno mi malo bolj natančno poveš, kaj poveš, pa s čim se pravzaprav soočaš, oziroma soočate, ukvarjate. Ja, jaz sem pol, ko sem začel se povezati psihologijo pa alpinizem, mi je enkrat na odsek rekel, pojdi z mano na jih, imamo en seminar o stresu, sem rekel, to je pa zanimiv, in pa sem padel v to zgodbo, a ne, in takrat so začeli delati to enoto za psihološko podporo v bistvu reševalcem po nesrečah, gorskim reševalcem, gasilcem pa tako naprej, ker pa reševalci običajno takrat ne rabijo pomoči, se pač ukvarjamo s tistem, ko jo rapa. Ne. Ko so bile poplave, smo se cel dan ukvarjali z poplavljenci, zvečer, ker je bilo pa res že 5. dan, so bili pa tudi reševalci za kakšen pogovor. Ne. In potem se v bistvu naredimo razbremenilni pogovor v smislu, kaj se je zgodilo, kaj ti je šlo takrat skozi glavo, kaj si razmišljal, kaj zdaj razmišljaš in kaj lahko narediva, da bo to v nekih normalnih okvirih.
In to dela običajno takoj po vsaki nesreči, po vsaki težji intervenciji, to je tam, ko so otroci udeleženi, tam, ko se reševalcu po nesreči ali ubije, tam, ko se k sreč. Zdaj, ko berem, jaz mislim, da imamo Slovenci eno hordo angelov varuhov, ker če bereš sam, kaj je bilo s plazovi letos po okrog Slovenije, koliko ljudi je zasul, pri nas pa nič, Ja. Saj noben ni povedal, oziroma mu ni bilo treba povedati. To se pravi, zelo malo nesreč se zgodi glede na količino ljudi v hribih, ampak zdaj je v bistvu, kar se tiče gorske reševalne službe, ki paše pod civilno zaščito. Znotraj civilne zaščite imajo vse reševalne službe svoje zaupnike. To so gorski reševalci, ki so jih poslali na izobraževanje. To so ljudje, s katerimi se že tako ali tako ljudje več pogovarjajo. Veš, z enim se lažje, z enim se malo težje. In potem imamo neko 50-urno izobraževanje, pa praktično, in potem postanejo zaupniki. In takoj, ko se recimo, to kot je bila zančuna nesreča v Ilirski Bistrici, recimo, najprej delo zaupnika, da se malo pogovori. Zdaj, če pa zaupnik tudi na intervenciji, potem mora poklicati drugega zaupnika, ko on je pač isto okužen oziroma isto čustveno upleten. Tako. Če pa on ugotovi, da je zanj to preveč, pa pokliče enega od nas 7 psihologov, ki smo razporejeni po celi Sloveniji, in tako mi pridemo v 72 urah, takrat, ko so stvari že malo predelane, malo premlete, tako v bistvu imamo dvofazen sistem, ker takoj po intervenciji človek drugače razmišlja, čez 2 dni drugače razmišlja, in potem takrat pa mi naredimo ta razbremenilni pogovor s to ekipo, ki je imela težko intervencijo, s tem, da zadnje 2 let to ni več tako prostovoljno, da bi vodja presodil ajalne. Če se ponesreči otrok, če se ponesreči reševalec, če je veliko ponesrečenih, če so poškodbe, ki so nezdružljive z življenjem, nekdo, ki pade 800 metrov, njegov izgled je nezdružljiv z življenjem, ni treba doktorja, da ugotoviš, kaj z njemu, je vodja intervencije dolžan poklicati psihologa ali pa saj zaupnika, dolžan. Lahko ga pokliče tudi en, ki je bil na intervenciji, lahko ga pokliče tudi svojci od enega, ki se čuden obnaša, ki kaže, da je v neki stiski. In to se mi zdi velik napredek. No. In recimo v zadnjem letu imamo neobičajno veliko teh razbremenilnih pogovorov, neobičajno veliko gasilcev, zlasti se ponesreč ugmajen na polju s traktorjem, tako da ampak to kaže tudi, da se odnos do teh težav spreminja, ker prva stvar, ko ti meni poveš, kako se počutiš, ti rečem, to je normalno. To je normalni občutki v nenormalni situaciji. S tabo ni nič narobe. S tabo bi bilo narobe, če nič ne bi čutil. Ja. Ker enkrat nam je en star gasilec rekel, na stres se ne moreš navaditi, lahko se samo privadiš. To pa pomeni, da lahko naprej to delaš. Ja, to lahko do neke mere razumem, ja. Tako da to je v bistvu to, da tudi zdravniki, zlasti na onkologiji, pa tam, ker pogosto umiranje, ali pa se lahko samo privadijo na stres, ne morajo se pa navaditi, če zmeraj se jih dotakne, še zmeraj imajo krizo, ampak oni ve. To je tako kot prej, ko smo se začela pogovarjati o strahu, se veš, da izkušen gorski, Tomo Česen je enkrat rekel, boj se alpinista, ki ga ni strah. On je nevaren, ker ne občuti nevarnosti. In kaj zdaj pomeni, vsi pa sprašujejo, tudi gorske vodnike je strah, ampak z izkušnjami, tudi mene je strah, ko začne treskati, pa kamne dol leteti. Sam jaz vem, da moramo iz tega ven priti. In jaz imam odložen strah, se reče temu. To je tako, kot če v škarje prehtevaš, pa pol se izide, ampak se to krukaš, da se moraš kraj zapeljati, pa gre pol vsi to urnaki mem, ki si jih zadnje 2 ure prehteva. Ampak ti rabiš tisto, to je odložen strah. Mene rata strah, ko pridemo na varno, ko pridemo v bajto, takrat pa, ampak to so izkušnje, to so v bistvu, to je trening, to so vaje in to zdaj delamo. No. Ja, to kaže tudi verjetno na zrelost neke, bom rekel,
scene, je grd izraz, ampak ali pa neke skupnosti, konkretno pač vseh, ki ste v civilno zaščito vključeni, ne, ali pa gorskih reševalcev. Ja, samo to kaže zrelost tudi postaje, oziroma društva, da pokliče psihologa, da konec koncev. In pri gasilcih to laufa, pri gorskih reševalcih je pa še bolj redko. No. Ampak se tako pogledaš, se imamo v bistvu veliko srečo. Razen okrešla pa nekaj smrti, pa imamo se zelo redko kdaj, da se reševalc po nesreč. Tako da se mi bolj ukvarjamo s svojci ali pa v alpinizmu se ukvarjamo po takih nesrečah, ko eden preživi, drug se pa po nesreči. Ja. Ker se zmeraj srečujemo z občutkom krivde, zakaj on, zakaj ne jaz, on je bil boljši, on ima družino, on je bil mlajši, a veš, to je normalen občutek. Vedno se sprašuješ, zakaj ne jaz. Ja, sej ne vem, če si to kaj spremljal, tudi Žarko Trušnovc je bil že v naših gostih in je tudi razlagal že v teh fazah Žalovanju. Po tragediji, po nekem traumatičnem dogodku, in verjetno to, kar je ljudi, to je tudi, bom rekel, prebolevanje vsega tega, Ampak, kot si rekel, se mi zdi kar pomembna stvar, da se zavedamo, tudi, da še mlajši to posluša, da ve, da ta nek strah, recimo, še ko ni nič narobe, ko gre plezat, ali pa tudi pol med steno, da to je čisto normalno, da ni on slab, ali pa da je kaj narobe z njima. Čeprav verjetno smo na spektru ljudje, pod kakšen odnos imamo do strahu, ker ena je manj strah, ena je bolj. Ne nazadnje smo lahko, verjetno tudi ti, ki spremljaš tega Američana, Honolda, ki solera, pač El Cap, pa zdaj je nekje v Aziji, nek nebotični plezov in na njim so že nekakšne teste delali in ima ta občutek za strah, menda celo fiziološko, so mu slikali del možganov in tam menda neke aktivnosti. Ampak to so res izredni primeri. Ja, to je nekaj takega kot prag bolečine. Prag bolečine imamo tudi zelo in ta občutek za strah imamo tudi zelo različen. Tako da v bistvu prva stvar, ki jo v bistvu narediš, je, da ugotoviš, kje pa sploh je on človek, ki se mu je nekaj zgodilo. Ker v človeku, ki je v šoku, se drugače pogovarjaš kot v človeku, ki je v fazi zanikanja, ali pa ki je jezen na Boga, pa na cel svet, pa na nepravičnost. In to je v bistvu zelo enostavno ugotoviti. Vprašaš ga, kva se je zgodilo, kako se počutiš. Nikoli ne rečeš, vidim, da te je strah. Ti jaz kot psiholog rečem, a te je kaj strah, te bo začel strah ratati, ker če psiholog to reče, bi te mogli biti strah. A veš, nikoli se ne trudimo ugibati čustva ali pa jih nek prebrati, kako se moramo pač pogovarjati. Jaz te vprašam, kako pa si, kaj pa rabiš, kaj pa misliš, da lahko skupaj narediva, in to je najbolj enostavno. Dotlej lahko vsi ljudje pomagamo. Do tega, da v bistvu da daj sebe, in tudi 15krat, kot je Žarko rekel. Včasih se tudi ne zaveš, da 15krat poveš eno in isto stvar in vse, kar jaz rabim delati, je biti tih, pa te poslušati. Ja. Ker se ne nazadnje, čisto vsak človek se slejkoj prej sooči. Če rečem s travmo, ne vem, me bo lahko popraviš, to ta prava beseda, ampak če ne prej, nam starši umrejo. In če tudi vsi vemo, da bomo mi umrli, pa da bo starši prej umrli, pa tako naprej, če gre vse po nekem tem evolucijskem redu, če tako rečeva, brez izrednih dogodkov, racionalno si vse razložiš, ko pa pride, je pa vedno težko. In vedno je zelo težko. In takrat pač to nekako prebolevamo, ko pa pridejo take nepričakovane, spet bomo rekel, travme, je pa verjetno što hujš. Ja, ali pa saj drugačno. Normalno je, da se te dotakne. Zdaj, za nekoga je to samo stres, pač ve, da 80 let starata bo prej slej umrl. Za nekoga je kriza, ko ga že malo stira vrže, ki običajen način reagiranja ne zadošča več.
ampak še skozi ve, da je pa nekaj. Ne. Travma je pa najgloblja ob teh 3 stvari, to pa takrat, ko ne veš več, kaj bi naredil. Ne. V bistvu se po globini, po moči se pač takrat v travmi pa ne veš več, kaj bi naredil. Čeprav večina ljudi reagira v redu. Zadnjič, ko je bil požar v Kranj-Montani, je en psiholog zelo dobro razložil, da mi zamudimo čas za reagiranje. Oni so še skozi mislili, da je life, da je to ognjemet, da ni požara, in so zamudili čas za umik. Ja. In če bi se takoj začeli umikati, to je tisto, kar špulaš še en cajt, pa se ni res, pa se tako, da mislim, sigurno je tisti čas odločilen. Doživlja pa vsak po svoje, isti dogodek je lahko za nekoga stres, za nekoga pa travma, isti dogodek. In zato je res nepošteno, če ti jaz rečem, se to pa nisi, ta je 80 let star. Zdaj se v okviru te naše psihološke podpore srečujemo s prvimi posredovalci. To so gasilci, ki imajo 15-uren tečaj iz prve pomoči, to je manj kot za avto, in oni so prvi posredovalci iz Jezerskega so prej pri sosedu, kot pa reševalci iz Krana. Ja. In če gre za reanimacijo, pa reanimacije so praviloma neuspešne, tudi pri doktorjih imajo oni travmo. In potem, če še doktor prije, pa reče, škoda, ker niste še. To je tako, kot če te preko, veš, škoda, ker nisi še en klin zabil. To je nabijanje krivde brez veze. In potem je doktorji jim na tečaju povedo, da je učinkovit ali pa uspešnost reanimacije 10-20%, in sam je rekel mi enkrat eden, a veš, ko ti pod rokam umre sosed, ti pa statistika nič ne pomaga. Ja. Je pa traumatsko, je rekel, tudi če si bil skregan z njemu. Tako da to so recimo take stvari, zaradi katerih se zdaj ta pomoč oziroma ti razbremenilni pogovori delajo in je pogostost, pa jaz mislim, da niti se ni več gasilcev se ponesreč, ampak da večkrat pokličejo psihologa. Super. In tudi med gorskimi reševalci se to počasi premika. Recimo po Krešlju ni bilo nič. To je bilo... Verjetno danes ne boš rekel, je to nepredstavljivo. Ja, nepredstavljivo. Takrat preprosto nismo vedeli, da to obstaja in da je pomemben. Da so nekateri inštruktori nehali z reševanjem, to pomeni, da je bilo nekaj hudo narobe, in podporo svojcem že, a ne tistim, ki jih poznaš, že se malo pogovarjaš z njimi, drugače je pa danes to bistveno drugačno. Bistveno bolj pogosto. Kaj pa se zgodi, recimo, ko so, ne vem, konkretno ko gre reševalci na akcijo, tam je nekdo umrl, nekaj se je zgodil, in za marsikatere so ti pogovori razbremenilni potrebni, da ne rečem nujni. Kaj pa, če teh pogovorov ni? Kaj lahko se konkretno pri človeku, ali pa kako se to pozna? Kaj se pozna? To je tako kot pri žalovanju. Če ne izžaluješ nekoga, ki ti je umrl, ga skozi nosiš to sabo. In to ti stresi, ti travme se nakladajo en na drugega, in potem v bistvu mi rečemo, da so neizživeti. In pač živiš z neko bolečino brez veze. Ni potreba, da se to bolečino bistveno zmanjšati z čist dosti enostavnimi stvarmi. In potem se pač razlikujemo. Ker zmeraj, ko se mi pogovarjamo o eni nesreči predvčerajšnjem, pa zdimo v krogu, tako zmeraj kdo reče, a se spomniš? Ja. Pred 3 leti je bilo isto. To pomeni, da zdaj pa, če je ta nesreča akcijon priklical v spomin, pač samo se je spomnil nano, če pa še skozi ne more spati, če ga še skozi se sanjamo o tem, če se mu skozi slikce kažejo, če ga še skozi bremeni občutek krivde, zakaj pa ni nekaj naredil. Ker osnovna fora, ki smo se jo naučili, je tudi vedno, ko po akciji se sprašuješ, a sem vse naredil, kar sem lahko,
in a sem vse naredil pravilno. To se vsi sprašujemo. Dohtarca, ki se dan pele iz mene, telefonira nazaj v bolnico sestri, a smo unmu bolniku dali to terapijo. Ja. In včasih skozi se sprašuješ, zakaj pa ni, a bi še lahko en klin zabil, a bi še lahko se drugače naredil, in to je tudi normalen občutek. In vedno je ta subjektiven občutek krivde, ker se je pač nekaj zgodilo. In potem, da v bistvu, da to premelemo, da to analiziramo, to je zelo pomembno za naprej. Da se te stvari enostavno nekako izživijo. Ja. Če je treba tudi solzami, kakorkoli. Solze, jok je v redu stvar. To pomeni, da nekaj predeluješ. In zato je tudi recimo, če to žalovanje ali pa ta izguba je motena, recimo ob covidu, ko nismo mogli na pogreb, to je še, zate so še kar živi, še skozi mi bajte peleš, pa rečeš, zdaj šel pa huni na kofe, zato ker nisi bil na njenemu pogrebu. A veš, ker ni bilo alpinistov z Himalaje, ker je bila neka žalna seja, to je čist nekaj drugega. Pogreb je pač doterana stvar in takrat je nekak konc enega obdobja, pa začetek drugega. Ker to so tudi te zgodbe, tudi pri alpinistih žal, pa tudi drugje, ko so ljudje nekam šli, pa so umrli, pa so bili pogrešani, zelo verjetno so umrli, ampak trupla pa ni, so najdeli. In so potem bile pač te opisi, da pravzaprav se tega procesa žalovanja ni čisto dalo izživeti. Je nedokončano. A to je nekaj to, kar si zdaj razlagal. Mora biti slovo, mora biti pogreb, zato je tudi pol, kako se posloviti od unga, ki se ti je po nesreču. Zdaj, ko pridejo svojci tudi na kraj, do kamer mi pridemo, z avtoti recimo, potem tudi lahko se že tam srečajo z nekom, ki je preživel en padec, pa ne zgleda dobro, in potem to je tako, ko včasih ti bolen svetujejo, ne svetujemo, da ne greste mame pogledati, imejte v sliko tako, ki je bila. To je prvi nasvet, ali pa slovo mora biti, in mogoče bi celo en protokol mogli narediti, važno je, da se oni lahko vsaj dotaknejo svojega, za roko ali pa tako nekako, drugače jim v glavnem svetujemo, da se bojo lahko poslovili potem, ko ga bojo pripravili za pogreb. Sam eni pa pač ustrajajo in tisti z njej se pa poslovijo lahko, ker drugače ostane to neizživeto. Je pa to ena od težjih dilem pa za reševalce, pa za nas, kako naj to izvedemo, da bo en tak preprečiti mami, da se poslovi od sina ali pa od otroka, je nemogoče. To si predstavljam lahko, to mora biti verjetno celo nekaj najtežjega v življenju, Ja, siguren, se to je, ko to doživljaš, si poskušaš predstavljati, kako oni doživljajo, čeprav si ne moreš čist, ker oni pač drugače doživljajo to, samo nekako jih poskušaš razumeti, poskušaš tako narediti, da bi bilo čim manj posledic, tako kot pri vsaki poškodbi, zmanjšati posledice. Zdaj, ti tudi deluješ v primeru nekih večjih naravnih nesreč. Ja. Spomnimo se, zdaj se še ni toliko daleč nazaj, ko so bile poplave. A si v teh časih imel tudi dosti dela, če tako rečem? Ja, dosti dela, ja. Ko smo se tako, zanimivo je, a veš kaj, ko sem se jaz peljal na prvo intervencijo kot psiholog, je bila masovka na Dolenjki. In jaz sem se skozi, pa sem šel sam, ker ni bilo dobro, zdaj ne hodimo več sami, greva dva. Če gre za gorske reševalce, me zmeraj šefica vpraša, a grem s tabo, a ga poznam, a grem s tabo. No, v glavnem, kaj pa narediti, No, in 4 psihologi se peljemo z avto 3 dni po poplavah, takoj, ko so ceste odprli, in se pogovarjamo, kaj bomo pa rekli, Veš, ko pa rekel unem, ki mi vse odnesel, ki živijo pri svojcih, gorski reševalci, pa oni so pač naredili vse, kar so lahko, da nobeden ni umrl, kar je svetovni fenomen, to je, da ni bilo smrtnih žrtev,
Pa, ko so povedali, na kakšen način so jih ven z bajte prepričevali, smo videli, da je bilo pač včasih, da je bilo res fajn, učinkovito. No? In en reče, kaj pa če bi rekel, še dobro, da ste preživeli, ne? Pa smrtna tišina 5 minut, ne? A veš, a je to primerno, a ne? Ti moraš pač presoditi, kaj je v tistem trenutku primerno, ne? In priznam, da se nam ni zdelo primerno in smo odšli brez enega recepta, kaj mu pa rekla. No in zvečer zdimo pri večeri in se pogovarjamo, pa tako se malo nasmihamo, sem rekel, kaj se smeješ, ne? Je rekel, veš kaj, prvi 3, ki sem jih srečal, je rekel, hvala Bogu, da smo živi. Sem rekel, jaz tudi. A veš, in so, a ne, mi nismo najdeli odgovore na vprašanje, kaj boš pa rekel, a ne. Malo že razmišljaš, ampak meni takrat, kot da bi mi en pršepnil, kaj ne rečem, in ta rešitev se nam ni zdela dobra, je bila pa dobra. Ne? Vsi so bili veseli, da so preživeli. In vsi so se zelo samozaščitno obnašali, tako da je bilo. Je pa bistveno, kje je masovka. Ne? Kje je, a veš, poplave v Ljubljani so nekaj drugega, kot poplave na Koroškem, ker so ljudje drugačni. Ja. To si lahko predstavljam. Odpornost je drugačna, pričakovanja so drugačna. Tako, če gledaš izjave teh, ki se jih zdaj iz Dubaja rešili, so vse sorte, a ne? Ja. Tako smo ljudje vse sorte. Ali pa potres v Nepalu mene nič ni skrbel. Ne? Jaz sem toliko časa z Nepalci delal, da sem vedel, da so oni se pobrali zato, ker so gorjanci, ki so odporni, ki so čeprav se jim je vse podarilo, ne sam. Jaz sem v tem času, ko smo imeli to šolo, sem jih toliko spoznal, da je bilo to manjša, mislim, se mi zdelo, da bo lažje, kot pa, če bi bil samo v Katmanduju potres. Ja, to si tudi lahko predstavljam, si pa lahko tudi predstavljam to, da je kar umetnost, da oziroma, no, pravzaprav vrlina, ne, in neka vrste moč, ne, da se pravzaprav nasesuješ, če ti ta del, ne, materialnih življenja svojega odnese čez noč, ne. Ker vsem to je šok, ne, ko se ti hiša podre, ker po opisih tam, ko smo gledali, kje je bilo za marsikoga v tem smislu kar hudo, ne. Ja, se je bilo hudo, ljudje so blodali okrog, kakšnega prav ata cel dan ni nas skrbi, da navšel, ki je imel baje en denar prišparan, pa je imel neko v hiši ga, zdaj pa streha na tleh, ne, da nas skrbi, da navšel noter, da mu na vse kaj zgodil. Siguren so bile travme grozovite, a ne. Edina stvar, ki mene pri teh stvarih žalosti, je, da se še skozi za večino ni nič zgodilo. Veš, na ravni države. Na ravni države, te pomoči po poplavah, pa nadomestnih gradenj, pa gradben dovoljenj, pa takih stvari, to me pa res žalosti. In recimo, da smo mi po Okrešlju v enem mesecu ustanovili sklad Okrešelj, to je bila edina varianta, čez 2 meseca ga že ne noben podpisal, ne? Takrat je treba nekaj narediti. Saj naša enota je bila ustanovljena po tragediji na Blanci. Če se spomniš, ko so jez delali, pa ni bil še odprt in je župan pelal svoje prijatelje na rafting, ne, in se ni dobro končali in je bilo dosti pomembnih ljudi se ponesrečali in takrat se je začela pa še 2 nesreče sta bile v vojski z ubojnimi sredstvi, ampak takrat se je začelo to premikati. Tako da se mora nekaj velikega zgoditi, pa se pa to zgodi. Ja, žal to zgodovina uči, ne. Ja, ampak vsaj nekaj se zgodi, veš, tako da mora se nekaj zgoditi, ne. Se po Okrešlju smo imeli tudi sklad, pa štipendije, pa za diplomske naloge, pa vse, samo glih s tistimi reševalci pa se ni nič naredili in to je meni ena zamujena priložnost, no. Ni mi da slednjič bi gotovo drugače naredil. Malešič je napisal svojo knjigo, a se je kdo pogovarjal, kdaj z vodjo intervencije, na kateri se je ponesrečil en bubi ali pa en reševalc. On je tako neodgovorjeno vprašanje v svoji knjigi. No, ampak se je pa na koncu vedno tako, kar je bilo, se ne da popravljati.
danes je pa drugačne. Ja, Tudi na rezultatu tega. Mislim, Siguren. rezultatu pač. In to je tisto, ker a se zgodovine kaj naučimo, ali smo skozi isti bluzerji, tako da je vse pa tle se res premika. No in zdaj imamo to poštimano v okviru civilne zaščite, zdaj pa štartamo drug projekt znotraj zdravstva. Urgentni zdravniki, urgentne sestre, tam, ki je veliko smrti, nesreč, travmatologija, vzpostavljamo isti sistem. Psihologov, zaupnikov, pa neke psihološke pomoči, pa nas pa čaka še tretji področje, to je pa pedagogika, šole. Ker to se zmeraj tako začne, veš, zdaj, ko mi delamo z gasilci, se dostikrat zgodi, da greva na en razbremenilni pogovor, pa še doktorca pokliče, lahko še v zdravstveni dom prijeta. Da gremo nazaj, grede še v zdravstveni dom, zdravstveno osebje. Vojska ima svoj sistem psihologov, policija ima svoj sistem, zdravstvo ga pa nima in na vseh Ažmanovih dnevih jamrajo, da so oni neki kontejneri, v katere ljudje bašajo svoje težave in vsakič jim jaz rečem, mi imamo pa komunalno službo, naredimo kaj. No in zdaj se premika, zdaj nek projekt, ki bomo začeli, ki bomo to v zdravstvu naredili. Ker to se vidi, zdaj nas kličejo zdravniki, a zdravnik pride za neke intervencije, so tudi neprijetni prizori, pa ne moč, pa vse, in tudi zdaj delamo že zdravniki tudi. Mogoče bi v kontekst tega, pa kar se pogovarjava, dodal to, da je tudi lansko leto na Komisiji za alpinizem načelnik naš, Janez Tonik, za svojo ekipo, pa z Žarkotom tudi za alpinistične odseke organiziral neko predavanje, ne nekih strokovnih zaupnikov, ampak z neko strokovno vsebino, bom rekel, pač so predali tistim, ki so očitno dovzetni z te stvari, da mogoče znajo tiste prve korake na odsekih narediti, pa če ne drugega, potem tudi ljudi v smer naprej. Tako da to se mi zdi tudi ena taka stopna zrelosti, pa nekaj zelo hvalevrednega. To je zelo dober začetek, v bistvu, da narediš reklamo, posebej vsak odsek je majhna skupina, in če se en po nesreči, je to tragedija za celo, tako, če zdaj, ko smo gledali ta film Triglav gora usode, če se iz Blejske Dobrave, če so se 3 mladi fantje ubili na isti dan, to je tragedija za celo vas. In to sem slišal, da se začne v alpinističnih šolah. To je super začetek, osveščanje v bistvu, če se zgodi, lahko tole naredimo, tako da to je fajn. Ampak zdaj bi pa pravzaprav te rad vprašal, ljudje si pomagamo sami, če pustiva zdaj tiste res neke najtežje stvari, ki se lahko zgodijo. Ampak tudi sicer, kdaj si mora pa človek priznati, pa če si potem še upa poiskati pomoč, ampak kdaj je pa potrebno reči, tega pa jaz zdaj sam ne morem predelati. Ali je to nek stres, ali ne vem, karkoli že. Skratka, kdaj je treba iti pa ne samo k prijateljem, ampak k strokovni pomoči. Ko čutiš, da ne zmoreš več, ko čutiš, da ne moreš delati, ko čutiš, da ko prebolevaš recimo eno nesrečo na železnici, da se nočeš z vlakom peljati, da še na isti postaji z avtobusom, ki je ista postaja, ko vlak nočeš iti dol. To so take stvari, pa ko po pol leta še skozi se ti sanja o tem, pa še skozi jokaš, pa še skozi to doživljaš. Je pa seveda to zelo individualno, če spet po usporedenco, pri angini, eni s čajčki, eni z ljudskimi zdravili, eni grejo pa k doktorju. Pri duševnosti bo vedno tako, isto. Eni mislijo, da še ni, da jim noben ne more pomagati, ne upajo, ne vejo, kam iti. Čeprav je zdaj, trenutno je
Če greš na spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je popoln spisek, kje lahko dobiš pomoč. Od zdravstvenih domov do Center za duševno zdravje, vsi naslovi, vsi kontakti so tam na enem mestu zbrani. Tako da noben ne more reči, da ne ve kam. Običajno je pa pot preko osebnega zdravnika. To je pa najbolj logična pot in pač on potem naprej reagira tako, kakor je treba, tako, kakor on misli, da je treba. Je pa verjetno tudi prav, ker sva začela, da mišice treniramo, tega dela pa ne. Pa tega duhovnega dela se sploh dotaknila nisva, Ja. Ker je verjetno ekvivalentno, človek je celota, tako si rekel. Ampak marsikaj lahko pa tudi sami se podučimo, če ne drugega, da saj se mi zdi pomislimo, kje lahko iščemo pomoč, ker če smo hribovci čas, kao, malo taf, pa ne vem, na koncu smo vsi krvavi pod kožo, pa vsi imamo težave, vse nas je strah, vsi gremo skozi neke faze življenja, žal tudi skozi neke težke obdobje, ki so jih omenila, in marsikaj se da pa tudi, bom rekel, sam narediti. Sam zase, zdaj, ko so prišla spet do duhovne plati, pri vseh teh umiranih travmah je vernim ljudem lažje. Ja. Tisti, ki verujemo, za nas je lažje. Lahko je to vera v Boga, lahko je to vera v neko energijo, lahko je to vera v človeka, lahko je to vera v prijatelje, ampak vera v Boga je bolj duhovna komponenta, in to je bistveno drugačen način sprejemanja je to. Potem je pa ukvarjanje sam s sabo, tako malo razmišljaš, pa kdaj vidiš, da česa pa na kaj si pa ne znaš odgovoriti, pa da greš kakšnega vprašati, ki ti mogoče lahko pomaga. In psihološka prva pomoč smo zmeraj najbližji. To je tako, ker v prvo pomoč na cesti ne bi vsi šoferji znali nuditi, tisti najbližji smo prva linija, prvi, na katere se ljudje obrnejo, ker je čisto logično. Potem pa, če pa vidiš, da mogoče bi bilo pa, jaz ti res ne vem več, kva svetovati, ne vem ti, kako pomagati, razumem, da ti je hudo, a greva skupaj poiskati eno pomoč, a greva skupaj enega vprašati, ki ve kako, ki ima več izkušenj, ker nima nobenega smisla, da ampak že pri telesnem zdravju imamo fulkrat težave iti, pri duševnem pa še malo več, ampak jaz sem prepričan, da se to bo s časoma spremenilo. Pa bo šlo še na boljše. Bo šlo na boljše, zato tudi, ker bo stisk verjeten ali skozi več, ali jih bomo skozi več odkrili, to je večna dilema, Vsi ugotavljamo, da se je po covidu se pa število stisk zelo povečalo, tako vseh duševnih motenj in težav. Tudi ta sodoben tempo življenja ne prispeva glih k neki duševni trdnosti pa odpornosti, to moramo pač sami pridobiti, in je osnova so pa ti odnosi z najbližjimi, če te najbližji, če te doma razumejo, če te žena razume, je to vse ful lažje, če pa ugotovite, da je zdaj, tako kot si rekel, je zmeraj dilema, ali zato, ker je pa alpinistka, ali te bolj razume, ali te lažje razume, ali pač drugače. Ali en, ki ne ve toliko, za kva se gre, pa ali to je zelo individualno, ampak to je, ta prvi smo pa poklicani, da doma naredimo tisto, kar lahko naredimo. Ja, sej to, mislim, da se še premalokrat reče, da pravzaprav je družina tista osnovna stvar. Ja. Tam se izoblikuješ, ne nazadnje, tudi v tej neki duševno-psihološki trdnosti, in tudi tam se pripravljaš na življenje in tudi na vse, kar to prinese. Če bi te potem, kar sva zdaj se pogovarjala, mogu še kaj vprašati, pa te nisem. Ali pa če bi mogo še kakšno vprašanje postaviti, ki bi si ga ti želel, da bi ti ga, kaj bi pa to bilo? Da malo tako v bolj pozitivnem zaključju. Meni recimo en pomemben del psihologije se mi je zdel tudi delo v tej šoli za gorske vodnike.
oni so eni posebni, v Nepalu, oni so eni posebni, malo drugačni ljudje, a ne. V večini so zelo podobni otrokom, vse, kar jih vprašaš, če razumejo, yes, a ne, pa ko vozu dela, pa vidiš, da ne razume, a ne. To se pravi, strah jih je, da ne bi razumeli pred nekimi majstri iz zahoda, a ne. Vsakič smo imeli tudi zelo različne, od takih, ki so bliže na vrh Everesta, do takih, ki so v gumijastih škornjih prišli, a ne. In je res zelo pisana, družna. To se mi zdi, da sem se tam tudi veliko naučil. In pa mogoče še ena stvar, ki pomaga tudi k psihološki ali pa psihološki trdnosti ali pa ta odpornosti, je pa ta naša umetniška duša, no. V nobenem športu ni napisanih toliko knjig, kot jih alpinisti napišejo, in v nobenem športu ni toliko filmov posnetih, kot smo jih alpinisti posneli. To se mi zdi, da to pomaga, da je to pač neko podporno področje, a veš, da znaš napisati, da znaš izraziti, da znaš pokazati, in to se mi zdi zelo pomembno za našo duševno odpornost, da imamo pač še neko področje, da nisi samo tisti, tako kot samo skakalec, pa nič drugega, a ne, pa samo kolesar, pa nič drugega. Te širine res ne najdeš nikjer drugje kot med alpinisti, a ne, in to že na zavidljivi ravni, a ne. Zato pa tako radi hodimo v hribe, ne? Ja, seveda, nekam moraš iti, da imaš kaj za napisati, ali pa da imaš kaj za pokazati, ali pa da imaš kaj. In to v bistvu, da radi hodimo v hribe, to je tisto, kar skoraj največ, kar lahko ob družini narediš sam zase. Zdaj pa res tako lepo rekel, da bova pa zaključila, in Peter, še enkrat hvala za tale super pogovor, pa vse dobro. Hvala za povabilo, z veseljem. Tako da.